Če si že kdaj razmišljal o tem, da bi svoje znanje spremenil v digitalni izdelek, pa se ti je takoj zatem pojavil v glavi tisto: Pa se je to že zastonj na YouTubeu, nihče ne bo kupil od mene. Ti bom zdajle jaz, moj dragi, pokazala, da se pošteno motiš. Ko govorimo o digitalnih izdelkih, ne govorimo samo o informacijah. Nehaj si govoriti, da ti prodajaš informacijo. Način, kako zapakiraš informacijo, je veliko pomembnejši, kot si misliš. Res je, na internetu je že ogromno tutorialov, res je, se vse da naučiti zastonj na YouTubeu, ampak tam je vsebina razmetana, neorganizirana, prav kaotična. V trenutku, ko ustvariš svoj tečaj, narediš izbor tega. Narediš izbor tega, kar je res pomembno. Ponudiš avtorsko metodo, vneseš red in strukturo in to pomeni, da prodajaš prihranek časa. Vse napake, ki jih človek naredi, ko se uči sam, vse ovire, vse stranpoti, ti odstraneš iz poti svojemu kupcu. Hočem, da nehaš razmišljati, da prodajaš samo znanje. Prodajaš lahko čas, organizacijo, izbor informacije, korak po koraku sistem, metodologijo, podporo, izkušnje, skupnost in poleg vsega tega informacijo. Ok, Erika, kako pa sploh zapakiram svoj digitalni izdelek, da si prodaja? Kaj dejansko prodaja? Ajde, pa gremo. Vrste izdelkov, ki se dobro prodajajo na internetu. E-knjige, ja. E-booki. Vem, si se malo dolgčasno, ne? Ampak danes, če se ti ne da brati, samo vržeš vse v umetno inteligenco, pa vprašaš samo tisto, kar rabiš. E-knjige se običajno uporabljajo za pridobivanje novih strank po nizki ceni. Še vedno se ogromno prodajajo, sploh če se osredotočajo na specifično rešitev, ki jo lahko človek hitro prebavi. Še vedno v tej liniji AI asistenti oziroma agenti umetne inteligence. Danes je zelo enostavno, hitro in poceni ustvariti asistenta, naprimer v ChatGPT-ju, ga naučiti ene konkretne naloge ali ene specifične teme in ga prodajati na internetu. Tukaj na brazilskem trgu trenutno vidimo veliko takih primerov, lahko so samostojni agenti ali pa kot bonus oziroma dopolnilo že obstoječemu izdelku, naprimer k posnetemu tečaju. Mimogrede, največja platforma za prodajo digitalnih izdelkov na svetu, Hotmart, ki je brazilska, že omogoča prodajo AI asistentov znotraj platforme brez deljenja javnih AI linkov. Ampak o tem bomo govorili v kakšnem prihodnem videu. Templati, preglednice oziroma kalkulatorje, razpredelnice, tudi ti imajo pogosto isto funkcijo kot e-knjige, pridobivanje strank. Tu prodajaš že pripravljeno rešitev. Ni krivulje učenja, razumeš? To je nekaj zelo konkretnega, enostavnega, čisto praktično orodje. To so lahko Notion templati, Canva templati, Google Sheets, Excel. Človeku prodaš nekaj, kar lahko takoj uporabi in evo še ena stranka v tvoji bazi. Logično, cene tukaj niso visoke, ne? Posneti tečaji. Običajno gre za video lekcije, razdeljene po enotah. To je bolj krepka, poglobljena vsebina in spet ne gre za golo informacijo, ampak za dejansko transformacijo. Kupec gre iz točke A v točko B. Vidimo vse mogoče. Prej je bila tukaj v Braziliji moda delati tečaje z ogromno lekcije, ogromno predavanj. Več kot jih je bilo, bolj se je prodajalo. Danes pa in zato podatke, ki jih imam od Hotmarta. Trend kaže na krajše tečaje, krajše lekcije, bolj praktično vsebino. Najbolj gledane lekcije imajo približno 15-30 minut. Ne več, nikoli več kot 40 minut. In posneti tečaji običajno niso poceni, včasih so pa zelo, zelo dragi. Cena je odvisna od več dejavnikov, ampak jasno je, da jih ne moreš ceniti kot naprimer e-knjige, ne? Skupnosti. To je zelo močan trend. Lahko so to zaprte Facebook skupine, Circle, Discord, Telegram ali celo WhatsApp skupine. Vem, kaj si misliš. Kdo je zdaj tako neumen, da bo plačal za vstop v neko skupino, ej? Ključna beseda tukaj je
dostop, ne do informacij, do ljudi. Recimo, da se učiš graditi aplikacije z umetno inteligenco od čist nule, ker vidiš v tem priložnost za zaslužek. Dvomov bo pa ogromno, ne? Nemogoče je, da jih ne bi imel. Ali ni bolje vedeti, da imaš ob sebi ljudi, ki so na isti poti in tudi bolj izkušene ljudi, ki ti lahko sproti odgovarjajo na vprašanja? To je namen tega vrste izdelka. Dostop do ljudi. In evo, spet prihraniš čas, učiš se iz izkušenj drugih. Po pandemiji je trg osamljenosti postal eden iz največjih trgov. Ko ponuješ skupinske izkušnje, tudi online, to praviloma zelo dobro prodaja. Tu pogosto vidimo skupnosti kot bonus drugim izdelkom, naprimer kot dodatek k posnetemu tečaju. Ampak pozor, tukaj moramo pozoriti. Vzdrževanje skupnosti ni lahko. In tudi ni vsaka tema primerna za skupnosti. Ni vsaka publika kompatibilna s tem. Vložek v angažiranje, pravila, moderacijo mora biti velik. Ni fora, da ljudi vržeš v Facebook skupino in se potem pritožuješ, da nihče nič ne reče, nihče nič ne objavlja, bla, bla, bla. Mislim, halo, ogromno skupnosti je zapuščenih in to je problem. Mentorstva in svetovanja. Ti izdelki imajo običajno zelo visoko ceno. Pa zakaj? Ker so odvisni od tvojega časa. Največja možnost razširitve oziroma skaliranja na internetu je ravno to, da zapakiraš zanje v izdelek in da prodajaš brez svoje stalne prisotnosti. Svoboda pomeni nehati prodajati ure, ampak je včasih popolnoma smiselno prodati ure. Logika je običajno taka. V brezplačni vsebini oziroma tisto, kar objavljaš na Instagramu, na YouTubu, kaj delaš? V posnetem tečaju pokažeš, kako to delaš. In v svetovanju ali v mentorstvu jaz te spremljam skozi proces. In to ne pomeni, jaz delam namesto tebe. Ne delam namesto tebe. Jaz delam namesto tebe pomeni, da si me najel. To je storitev. V svetovanju jaz hodim s tabo, popravljam smer, te usmerjam. Svetovanje je običajno 1 na 1 za omejeno obdobje s fiksnim številom srečanj. Mentorstvo pa je pri nas običajno skupinsko, dolgoročno, recimo tam 6 mesecev, 1 leto, nekaj tasga. Imaš poglobljene lekcije, mentorja, ki ti je na voljo, orodja, razpredelnice, AI, agente, asistente, vse, kar rabiš in zelo močan občutek pripadnosti skupini. Pri mentorstvih pogosto dobiš tudi fizični paket, steklenico, zvezek, majico, vse za krepitev skupinske identitete. Jasno je, da gre za izdelek visoke vrednosti. Jaz osebno ogromno vlagam v mentorstva, nikoli ne bom nehala. Povem ti en primer. Sama sem del mentorske skupine za digitalne posle in ravno zaradi tega sem lahko zvišala svoje cene. Jaz sem digitalna strateginja, specializirana za lansiranje digitalnih izdelkov. Prej sem delala z manjšimi strankami, z začetniki. In po vstopu v to skupino se je moj idealni profil strank popolnoma spremenil. Danes si lahko privoščim, da zbiram, s kom delam. Stranke prihajajo k meni ravno zato, ker sem del te skupine. To je moč avtoritete skupine in itak vodi mentorstva. V mojem primeru je največ avtoriteta v Braziliji na tem področju. A je drago? Ja, seveda. A se splača? Absolutno. Zdaj pa se ti vprašaš, Kako izberem, kaj bom prodala, lahko izberem karkoli? seveda, da ne. Vsaka vrsta izdelka ima svojo funkcijo v poslu. Nekateri izdelki prinašajo denar v blagajno, drugi so za pridobivanje novih strank, tretji za zadrževanje strank, četrti za pozicioniranje in avtoriteto, peti za prehod na dražji izdelek. Izbirajo čisto odvisno od faze, v kateri si ti. Prva faza, preživetje. Če si ravno začel, kaj rabiš? Denar je kisik posla. Jaz sem zagovornica tega, da že na začetku ustvariš izdelek, ki ni poceni izdelek. Kje bomo poceni izdelček? Tudi če si začel podjetje za dodaten zaslužek, od začetka se moraš gledati kot podjetje. Iti moraš iz 0 na 1. Drži svoje stroške nizke. Izberi izdelek z visoko dodatno vrednostjo in ga ceni tako, da imaš vsaj 30% profita. In saj to je zelo konzervativna številka v bistvu.
na digitalnem tudi velika podjetja, ki imajo veliko večje stroške, dobijo včasih 30-40% profitne marže. Za začetnike je profitna marža pogosto veliko višja od tega. In tako mora biti. In če ne veš, kaj je profitna marža, evo z zelo enostavnimi besedami. Zaslužek oziroma denar, ki si ga dobil od prodaje, minus stroške, denar, ki si ga investiral, da to ustvariš in prodajaš. Evo tvoj profit. In ne pozabi nekaj zelo pomembnega. Tvoj čas je strošek. Koliko ur si vložil v to? Koliko stane tvoja ura? Če tega ne upoštevaš, boš kasneje ugotovil, da delaš zastonj. Ne biti ta človek. In poslušaj me, ker sem že... Poslušaj me, to ni dobro občutek. To ni dobro, da ne biti ta človek, prosim. Na prvi fazi validiraš oziroma potrdiš svoj izdelek, imaš relevantno število prodaje in resnične rezultate. Evo potem pride druga faza. To je sicer faza, da ohraniš stabilnost. Prej si se rodil, zdaj pa moraš stati po koncu. To je faza zmerne rasti. Tu moraš pogledati dve stvari. Ali ti je bolj pomembno, da dobiš več strank, ali moraš bolje zadržati tiste obstoječe stranke. Vsak primer je drugačen. Vidiš, kako je pomembna strategija. Tretja faza, prava rast, ta prava, skaliranje. Tu ima smisel razmišljati o ekosistemu rešitev. Se pravi, ne več linearno, ampak kot orbita, kjer vsak izdelek rešuje drugo potrebo znotraj strategije. Pa si zdaj, če si s svojim prvim izdelkom rešil en problem, potem so nastali druge probleme. Evo, zdaj imaš priložnost, da jih rešiš. Na kratko, cenejši izdelki pritegnajo več ljudi, srednji izdelki držijo rast in dražji izdelki gradijo avtoriteto. Ravnovesje med njimi ustvari pa ekosistem. Ampak če si začetnik, ne kompliciraj. To samo pravim za kontekst, razumeš? Ne delaj zdaj 10 izdelkov hkrati. Začetnik potrebuje denar v žep. Najprej ustvari en dober izdelek z dobro maržo. Potem boš rešil problem zadrževanja ali profitne marže. To je druga stvar. In šele na to nadaljuješ in itak je vse odvisno od tvojega osebnega konteksta. Tako da ne kopiraj ljudi na internetu, ne da bi razumel strategijo v ozadju. In če želiš mojo pomoč pri ustvarjanju in prodaji tvojega digitalnega izdelka, imaš link v opisu, piši mi. Kar klikni spodaj in piši mi. Čakam. Piši mi. In vidimo se v naslednjem videu. Ajde.